Zdaj, za uvod, glede na to, da ste verjetno bili skozi vabilo malo zmedeni, zakaj gre dejansko, naj pojasnim dve stvari. Zakonodaja pravzaprav omogoča marsikaj, ne? Ampak v parlamentu se pogosto držimo nekih ustaljenih vzorcev, ne vem, izredna seja, interpelacija in tako naprej. Pa vendar ne obstajajo še kakšne druge oblike, kot smo videli zadnjič, je z nastopom predsednika države v državnem zboru okoli imigrantske krize. Recimo tak nastop je bil, mislim, da vsaj po mojem spominu prvič. Bil je našo pobudo, sicer koalicija to sprejela in doživeli smo nek nastop, ki je bil vsaj po naši oceni, bom rekel, pravočasno na pravem mestu na nek način. Zdaj, z današnjo zahtevo vas bom opozoriti na neko drugo pravno osnovo, ki jo v bistvu, vsaj po mojem spominu, tudi če nismo uporabili v tem državnem zboru. Ko smo nezadovoljni, recimo, s kakim ministrom, običajno rečemo interpelacija in jo tudi spišemo, potem pa nastanejo pravne težave, ali je nekaj naredil v času mandata, ali je nekaj naredil pred mandatom in tako dalje. Vi veste, da je bilo že samo imenovanje gospoda Klemenčiča za ministra za pravosodje eno dokaj veliko presenečenje, mislim, da tudi za vas, tudi za nas, ampak mogoče za nas predvsem iz razloga, kaj vse je ta mož počel prej, preden je postal minister, kaj je počel še spornega, bom rekel. Tudi zato smo mu mi večkrat s kako izredno sejo in še s čim drugim marsikaj očitali. Zdaj, v nadaljevanju želimo pozoriti na to, da smo v državni zbor vložili zahtevo za izredno sejo državnega zbora, skupaj z Novo Slovenijo je ta zahteva vložena, in sicer pravna osnova za to sejo pa je drugi odstavek 13. člena v zvezi z prvim odstavkom 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zdaj, kaj ta zakon pravi? Ta zakon pravi, da lahko državni zbor poda zahtevo Komisiji za preprečevanje korupcije, da v primeru nekega ravnanja določenega funkcionarja ali v več takih primerih oceni ali, torej da Komisija za preprečevanje korupcije oceni, ali je podan sum koruptivnega ravnanja, odnosno nasprotja interesov, poslovanja, omejitev poslovanja, lobiranja in vsega tistega, kar Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije našteva. Zdaj mi torej predlagamo državnemu zboru, da tako zahtevo poda Komisiji za preprečevanje korupcije. Če bo državni zbor v bistvu predlagamo naslednji sklep. Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Komisiji za preprečevanje korupcije predlaga uvedbo postopka zaradi suma kršitve in tako naprej Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Se pravi, mi ne bomo šli, mi s to zahtevo ne gremo na to, da bi z nekim aktom, kot je recimo interpelacija, skušali dokazovati v državnem zboru, da je gospod Klemenčič nekaj kriv ali ne kriv. Ampak v to potegnemo Komisijo za preprečevanje korupcije in ona naj bo tista, če je to neodvisen organ, tako vsaj je zapisano v predpisih, da naj bo ona tista, ki naj oceni ravnanje gospoda Klemenčiča. Zdaj, če bo državni zbor to sprejel, bi bilo to za mene relativno normalna zadeva. Zakaj? Ker državni zbor potem vse tiste naše očitke, ki smo jih do zdaj imeli, prepušča v oceno Komisiji za preprečevanje korupcije. Vkolikor državni zbor takega sklepa ne izglasuje, pomeni, da se strinja z ravnanjem gospoda Klemenčiča. Kaj pa mu pravzaprav očitamo? Jaz mislim, da je tam v zahtevi, ki jo boste tudi dobili, ali pa je že objavljenih 15 očitkov gospodu Klemenčiču. Mislim, da bom vseh 15 našteval, ker se mi zdi, da jih je preveč, ali bom samo na nekatere spomnil, ker se jih vi sami tudi, verjamem, zelo dobro spomnite. Glejte, kot veste, je že leta 14, 7. maja, lansko leto,
Računsko sodišče izdalo revizijsko poročilo v mnogih organih, med njimi tudi Komisiji za preprečevanje korupcije. To revizijsko poročilo Komisiji za preprečevanje korupcije učita številne kršitve zakona. Kršitve zakona, ki imajo tudi vse znake koruptivnega ravnanja. Kar zagotovo odgovoren gospod Klemenčič, ker se nanaša na obdobje, ko je on vodil Komisijo za preprečevanje korupcije. Tako je recimo Komisija za preprečevanje korupcije izplačala 16 000 in nekaj evrov nekomu, kar tako po pogodbi, čeprav bi po zakonu morala skleniti delovno razmerje. Nabavila je za 17 900 in nekaj evrov premičnega premoženja brez zakonske podlage. Kot veste, nabavo in odtujitev državnega premoženja vsako leto z zakonom na predlog vlade sprejema državni zbor. Tako smo recimo zdaj sprejemali en odlok, če se spomnite, po katerem računskemu sodišču ali ustavnemu sodišču dovoljujemo prodajo nekega avta, pa nabavo novega. On pa je nabavil za 17 000 in nekaj evrov premičnega premoženja brez tovrstnih dovoljenj, ker je seveda nezakonito. Čiščenje prostorov so mu upravljali brez pogodbe. Nek račun, ki je bil sicer izdan po pogodbi, je izplačal kar nekaj denarja. Čez tisto znesek, ki je bil določen. Tudi najem prostorov je bil nezakonit. Sklenitev neposredne pogodbe za elektriko, ki je presegla vrednosti, je bila naredila, kot pravi računsko sodišče, tudi na nezakonit način. To v revizijskem poročilu. Kar se tiče pa najema stavbe NPU, pa dobro veste, da je gospod Klemenčič odigral neko vlogo, ki je po mojem mnenju nečastna vloga. Mislim, da so prav včeraj doživeli obsodilno sodbo gospoda Laha za intermeco, bom rekel, gospod Lah je kolateralna škoda, tam bi mogla sedeti ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Pa vseeno, naj vas spomnim, da je potekalo tisto slavno najemanje stavbe NPU za Bežigradom na koruptivni način, in da je to ravnanje nadziral gospod Klemenčič. Klemenčič je bil z odločbo imenovan za nadzornika najema teh prostorov. V tisti komisiji je sedel tudi gospod Šoltes. In gospod Šoltes in član komisije v nekem trenutku, v nekem mnenju jasno zapisal, da je vse v redu z najemom tiste stavbe. Ko pa je gospod Klemenčič seveda zaznal, da nekaj ne bo v redu, da nekaj pač preprosto ne bo šlo skozi, kot se temu reče, je dal odpoved in šel. Namesto, da bi kot predsednik revizijske skupine ukrepil in zahteval odpravo tovrstne pogodbe. Ne, on je dal odpoved, šel, no pa ste mediji poročali, da je dogovorjen s predsednikom republike, da bo postal šef KPK-ja, kar je tudi postal. Potem pa je proučeval sam svoje ravnanje. No in ko je proučeval svoje ravnanje, jaz sem ga trikrat pisno zaprosil, da ne že enkrat se izjasni, kaj je z najemom stavbe NPU, je trikrat odgovoril, da proučuje in proučuje, tako kot danes proučuje gospod Cerar nekatere zadeve. No in po enem letu je proučil, da je ta stavba bila najeta na koruptivni način. On se sicer izločil, ampak njegovi sodelavci so tako mnenje napisali. Sicer pa, gledajte, 136 000 minus 125 000 je 11 000, to znamo zračunati v 15 sekundah, če moramo na roke odštevati, če pa na pamet odštevamo pa 5 sekundah. Je to preučeval pa leto dni, kot veste. Zaposlovanje na Komisiji za preprečevanje korupcije, ko sem te materijale pregledoval, sem seveda, bom rekel, imel pred seboj vsa tista vaša vprašanja, če želite, ali pa vprašanja nekaterih izmed vas, o ne vem kakih zaposlitvah pri meni v času, ko sem bil minister. Mimogrede vsi postopki na vseh inštancah, vseh organov so končani in vse zaposlitve so bile zakonite, tako da to dodam. Sicer pa pogledajte, da je tu, ali je to čudež, ali pa, bom rekel, ali pa je koruptivno ravnanje. Žurnal vam 26.9.11 poroča, KPK bo objavil razpis, izbrala bo Natalija Ulaga. Zdaj, ali ima žurnal čudodelne zmožnosti napovedovanja, ali pa
Preprosto gre za koruptivno ravnanje, če nekdo že naprej ve pred razpisom, da bo izbran. Enako je bilo z gospod Natalijo Drnovšek, Matejem Kovačičem, Matjažem Mešnjakom. Vse to ste novinarji napovedali, sledili razpis, zbran bo pa ta. Zdaj, a so tisti novinarji, ki so to pisali, vedeževalci, ne? Mislim, da niso, ne? Ali pa gre za koruptivno ravnanje, torej gre po mojem oceni za drugo. Čeprav se je prijavilo recimo na en razpis 16, na en razpis pa 17 kandidatov, ne? Ampak zbrane so osebe, ki ste jih vi napovedali naprej. Sicer bo gospod Klemenčič se zgovarjal na inšpektorat za delo, pa bo rekel, da ni najdel nič nepravilnosti, to je sicer res, ne? Da ni najdel nepravilnosti, ampak inšpektorat za delo ne presoja koruptivnih ravnanj, to pa tudi moramo vedeti, ampak presoja formalne razpisne postopke in tako naprej. Rok Praprotnik, ne bi kaj veliko govorili, ne, kot veste tudi, ne, on je zaposlil Roka Praprotnika brez, da bi ta gospod imel pogoje za zasedbo delovnega mesta. Brez, da bi ta gospod imel pogoje za zasedbo delovnega mesta. To mislim, da boste najdli 26.12.13 na portalu Siol tudi razloženo in v Slovenskih novicah isti dan ali dan kasneje. Lepo razloženo, zakaj. Analizirano vse do potankosti nazaj, kdaj je končal fakulteto, kdaj je delal na delovnih mestih s fakultetno izobrazbo in če tiste izkušnje na delovnih mestih s fakultetno izobrazbo seštejete, boste ugotovili, da ni imel pogoja. Naprej. Jaz sem v premoženskem stanju predsednikov strank, ne bom kaj veliko govoril, ne? Ampak ta njegova umetnina je seveda pomenila padec vlade in mnoge stvari v tej državi. Izkazalo pa se je, da je bila seveda nezakonita, a ne, kot veste, Vrhovno sodišče to odpravilo. Mogoče boste rekli, da je ta sedanji predsednik sprejel enako ali pa skoraj enako poročilo, ampak vam moram odgovoriti, da postopki še tečejo in da bo to poročilo, če prognoziram, doseglo enako vso. V primeru gospoda Masleška, ko je Ustavno sodišče razveljavilo, če se spomnite, kar dobro veste, ko je Ustavno sodišče razveljavilo seveda sodbo v zadevi Patria in zelo jasno povedalo, kaj in kako je s to zadevo, je imel gospod Klemenčič zakonske možnosti, da zahteva razrešitev tega gospoda, seveda po določenem postopku, občna seja Vrhovnega sodišča in pa seveda tudi sodni svet. Tega seveda ni naredil. Nekaj podobnega velja za generalnega državnega tožilca, čeprav tam je postopek nekoliko drugačen. Naj vas spomnim, čisto na kratko, da nam predolg, še na prijavo premoženja. Kot veste, vsak od nas je dolžen prijaviti premoženje. Dolžen je prijaviti tudi podjetja v lasti ožjih sorodnikov, s katerimi država potem ne sme poslovati. Seveda tega se gospod Klemenčič ni držal. Intermedius podjetje v solastništvu njegove žene, ki ga seveda sploh ni prijavil. Če bi jaz pozabil prijaviti kvadratni meter zemlje, bi verjetno bil halo. Naj vas spomnim samo še recimo na poslovanje podjetja Roka Praprotnika z državnim zborom, odnosno z državljansko listo, v tistem času, ko je seveda ta komisija z gospodom Klemenčičem preverjala letalske karte. Po letu dni preverjanja letalskih kart in nakupa teh letalskih kart seveda neverjetno zaključek. Gregor Virant ni kriv nič, krivi so uslužbenci na Adrii Airways. Zelo zanimiva ugotovitev, ki seveda smrdi v nebo po korupciji, koruptivnem ravnanju. Jaz sem s tem praktično končal, čeprav imate v nadaljevanju še veliko več naštetega, recimo za moje pojme oviranje parlamentarne preiskave v zadevi NLB. Najprej gospod Klemenčič govori o korupciji v Novi Ljubljanski banki, v bančnem sistemu in tako dalje, o zvezah, poznanstvih, koruptivnih ravnanjih, kaznivih dejanjih in tako dalje. Pred parlamentarno komisijo ne pove pa nič. Celo nasprotno,
bom rekel, nekako zavaruje, bom rekel, Ljubljansko banko, v kateri kasneje gospod Krakovec na koruptivni način dobi seveda zaposlitev, kar pa ni stvar gospoda Klemenčiča. To bom rekel na kratko. Mi sicer torej pričakujemo, in to bom posebej podariti, da bo državni zbor to zahtevo podprl. Ker če, in to se mi zdi najpomembnejše, koalicija meni, da je gospod Klemenčič v celoti ravnal zakonito, nekoruptivno in tako dalje, potem bo mirne duše v celoti in soglasno ta predlog podprla. Zakaj? Ker bo posledica tega Komisija za preprečevanje korupcije, ki bo podala svoje mnenje. V primeru, če koalicija to zavrne, je pa seveda slika povsem obratna. Pomeni, da ga želi koalicija zaščititi. To je moja stvar. Hvala.